seveda sem si tudi rekla, sam pojdi ven, odplezi, ker še vse ne moreš dati izgleda, da to so pa le olimpijske igre. Novi Ford Tourneo Courier je po mojem mnenju zelo simpatičen družinski avto. Ima nekaj oblikovalskih potez SUV-ja, no, kar pa je za družinsko rabo še pomembnejše, ta avto je zelo prostoren in praktičen. Sliši se zelo obetavno torej, no, ampak še preden pa ta avto raziščemo v detajle oziroma pogledamo, katere so njegove glavne značilnosti, pa kratek opomnik, če vas tovrstne vsebine zanimajo, všečkajte ta video in se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal. Prva značilnost Courierja je, da gre za avto kompaktnih mer. Po širini je namreč povsem povprečen in enako velja tudi za njegovo dolžino, ki meri nekako povprečne 4,3 metre. No, tista dimenzija, ki ta avto opredeli kot prostorneža, pa je seveda njegova višina. Skoraj 185 cm višine vozila in seveda njegova škatlasta oblika se najbolj poznata v zadnjem delu vozila. Ta zajetna višina ne nudi le veliko prostora za kakšne višjerasle potnike tukaj na zadnji klopi, ampak omogoča predvsem ta velika okna, ki nudijo dober in zračen pogled ven in s tem lajšajo učinke slabosti oziroma večajo ugodje na daljših poteh. Po zaslugi teh izjemno praktičnih velikih drsnih vrat in višine bo seveda tukaj zadaj preprosto namestiti tudi kakšen otroški sedež. No, sicer lahko tukaj na zadnjo klop namestimo po zaslugi Isofix pritrdišč 2 otroška sedeža. Zanimivo je, da nekako širina te zadnje klopi ne sledi višini, kar pomeni, da bosta tukaj zadaj najbolj udobno potovala 2 potnika, 3 pa bolj zasilno. Družina z 2 otrokoma bo torej po vsej verjetnosti najbolj značilen uporabnik tega avtomobila. No, seveda pa takšen tip avtomobila, sploh v primeru opreme Active, vabi tudi kakšne rekreativce in nasplošno tiste, ki vam avto predstavlja praktičnega sopotnika pri najrazličnejših dejavnostih na prostem. Seveda bo v ta namen zelo koristna tudi zajetna širina prtljažnega prostora, pa tale nizek nakladalni rob, pa preprosto in učinkovito zlaganje tele prtljažne police, ki je na ta način ne boste rabili puščati doma. No, tukaj pa imamo seveda tudi številne koristne dodatke in pa predalčke. Poglejte na primer tale nekoliko večji predal, ki je zelo priročen. Poglejte, takole lahko recimo ven pospravimo kakšne umazane čevlje, no, po uporabi pa predal preprosto snamemo in ga operemo z vodo. To je torej dokaj robusten in preprost avto in verjamem, da bo ta ugotovitev številnim izmed vas pravzaprav zelo všeč. No, tej ugotovitvi sledijo tudi materiali v notranjosti, ki so takole zelo nekako trdi in robustni, pa tudi splošna zasnova notranjosti, kjer je zelo malo kompliciranja. Tu je veliko priročnih odlagalnih mest, praktično na vseh straneh potniške kabine. No, kaj pa je značilnost tovrstnih vozil? To je ta predal nad prednjim vetrobranskim steklom, kamor lahko tudi pospravimo kakšne drobnarije oziroma na ta način zelo dobro izkoristimo še ta prostor potniške kabine. Enostavna zasnova se odraža tudi pri teh 2 zaslonih. No, pravzaprav mi je bilo tekom testa najpomembneje, da sem lahko brezžično uporabljal sistem Android Auto. No, v tem priročnem predalu pa se lahko telefon med tem tudi brezžično polni. Pojdimo še na cesto in v resnici tudi tukaj ne bomo nič komplicirali. Predvsem zato, ker nam pri Fordu tokrat niso ponudili kaj dosti pogonske izbire. Odločili so se, da je optimalna možnost za ta avto litrski turbo-trivaljnik z 92 kW moči in to je zaenkrat tudi edina možnost. Dizel je namreč trenutno rezerviran za Transita, torej tovorno različico Courierja, kasneje pa bo na voljo še popolnoma električni pogon. Courier je namreč osnovan na Fordovi multienergijski platformi. To pomeni, da tokrat ne gre za sodelovanje s Volkswagenom, kot to velja v primeru večjega brata z imenom Connect, ki je derivat modela Caddy. Fordova ekspertiza se odraža tudi pri voznih lastnostih, ki so glede na višino avtomobila pravzaprav zelo prepričljive.
Vožnja je tako udobna in prijetna, vzmetenje pa zelo dobro blaži tudi močnejše udarce. Sam bi si ob vožnji želel le nekoliko več moči, ki bi prišla prav sploh na avtocesti ali pa ko avto bolj obremenimo in celo vlečemo kakšno prikolico. No, če vozila ne boste preveč obremenili, se boste lahko pri mešanem ciklu vozili s porabo goriva okoli 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Sam bi priporočil tudi izbiro 7-stopenjskega samodejnega dvosklopčnega menjalnika, ki sicer zahteva približno 1500 doplačila, ampak je v primerjavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom na ta način avto precej bolj prijeten za vožnjo. Tourneo Courier je torej robusten avto, ampak ne cenen in neprijeten za uporabo. In na ta način lahko zaključim, da se bolj nagiba k družinskim enoprostorcem kot pa kakšnim potniškim kombijem. Prav zaradi karakteristik njegovega pogona je ta avto zelo primeren ali pa celo najbolj primeren za mestno in primestno uporabo, kjer zaradi kompaktnih mer ne boste imeli prav nobenih težav. Pa še kakšen pogled bo privabil. No, kako pa je všeč vam? Zaupajte nam svoje mnenje v komentarju pod objavo, obenem pa vas povabim, da z nami spoznate še nekaj zanimivih predstavnikov iz Fordove ponudbe.